Torej, bomo šli po hitrem postopku, ker smo tega iz novejše slovenske zgodovine in parlamentarne procedure zelo navajeni, ker nič ne sme biti več rednega. Torej, kar pomeni 10 minut. Jaz imam še eno grobo navado, jo bom spet uporabil. Tukaj bo lahko začeli piskati. Bomo naštimali. Takrat zaključujemo in takrat imajo pa še publika časa za nekaj vprašanj. Na hitro so zaradi tega ni treba, da se vse povete že od prvega, ker morate pustiti publiki, da se vključi, da ne vzemamo besede, da je ne postavljamo v pasivno vlogo. Vredo. Izvoli. Izvoli. Napovedati moram kolegico Majo Gombač, sedaj na Inšpektoratu za kulturno dediščino, prej v Arhivu Republike Slovenije, ki bo predstavila doktorat Modni pelmel slovenske družbe med svetovnima vojnama, ki je bila izdana v zbirki Recogniciones. Izvoli. Prezentacija sicer nosi drug naslov, ampak nič za to, vsebina je zelo podobna. Skratka, kaj je zaznamovalo slovenski prostor v zgodovinskem obdobju med obima vojnama? Nova državna tvorba, nova politična stvarnost, mutacije, industrijski čudež, gospodarska kriza, brezposelnost, prizadevanja za enakopravnost žensk. O čem so ljudje, poleg vseh omenjenih pomembnih političnih in gospodarskih vprašanj sploh še razmišljali, se pogovarjali ali pisali, čim so si zapomnili vsak dan, z nečim tako samoumevnim, kot je oblačilo, ali celo z oblačilno modo. Z nečim tako muhastim, plitkim, bedastim, enodnevnim, trivialnim, površnim, z modo, ki so imeli in jo nekateri še danes imajo za nepotrebno, luksuzno človekovo potrebo. Da, tudi s tem. Poglejmo si naslednje izjave, ki so se nanašajoč na modo artikulirale na modnih stranih slovenskega periodičnega tiska. Prva izjava je bila objavljena v katoliškem tisku in spada v kontekst diskurzov in drugih družbenih praks, ki so se v slovenski družbi zauzemale za ohranitev tradicionalnih vrednot in tradicionalnega reda, iz katerega so modo izključevali. Druga izjava je bila objavljena v liberalnem tisku in predstavlja diskurz, ki izhaja iz modernih družbenih vrednot, v katerih je moda legitimni del vsakdanjika. Nekoliko presenetljivo je v tretji izjavi, ki je bila objavljena v socialističnem ženskem listu, podobno kot pri prvi izjavi, mogoče opaziti pripisovanje negativnih lastnosti modnim potrošnicam. Foucault je menil, da ni diskurza, ki tako ali drugače ne bi bil povezan z drugimi, že artikuliranimi v zgodovini oblikovanimi diskurzi. Za njegovo analizo diskurza je ključno vprašanje, kako pride do tega, da se pojavi takšna izjava in da se na njenem mestu ne pojavi nobena druga. Vprašanje torej je, kako je prišlo do tega, da so se v slovenskih medijih lahko artikulirale zgoraj omenjene izjave. Kaj nam te reprezentacije mode povedo v slovenski družbi v obravnavanem obdobju in kaj nam povedo o vlogi mode v njej. Predlagam, da si v nadaljevanju gledamo še nekaj izjav in podob slovenskega katoliškega, liberalnega in socialističnega periodičnega tiska, ki sem povzela za potrebe dizertacije podobno gled. Katoliška politična, svobodomiselna, liberalna in marksistično-revolucionarna ideologija so namreč tiste, kot se piše zgodovinar Jurij Perovšek, tri temeljne idejne izbire, ki so v obdobju med vojnama obvladovale življenje Slovencev v prvi slovanski državi. Vse tri ideologije so tako ali drugače dotaknile tudi mode, pri čemer so bili pristopi v uredništvu posameznega tiska različni, od časopisa do časopisa so se razlikovali tudi količina prispevkov in način pisanja, s tem pa tudi spremljajoči tekmovanje modni diskurs. Katoliški tisk je bil med slovenskim tiskom v obdobju med svetovnima vojnama najštevilčnejši, kar je bilo odraz moči katoliškega gibanja v slovenski družbi. To gibanje je bilo dobro organizirano, liberalcev socialno in politično dejavne, ter je v obdobju med vojnama v precejšnji meri obvladovalo slovensko javno življenje. Katoliška cerkev je imela v slovenskem prostoru status tradicionalne avtoritete in je imela veliko vpliv predvsem na vsakdanje življenje na podeželju. Zavezana je bila tradiciji in nenaklonjena spremembam, s tem pa tudi ne modi v veliki sprememb. Na več področjih je izkazovala željo, da stvari ostanejo take kot so, kar je veljalo tudi za oblačenje, kjer so spodbujali potrošnjo oblačil, ki so jih nosile generacije pred njimi. V katoliškem tisku so poznali dva tipa mode, dobro in slabo. Slabo modo so reprezentirali kot greh,
kot zlo, kot moralno škodljiv pojav in proti njej napovedovali boj. Objavljali so tudi konkretne prepovedi in konkretne navodila pri oblačenju ter potrošnikom slabe mode pripisali z večini negativne lastnosti. Kritičen odnos do mode pa je bil viden tudi skozi vizualne reprezentacije mode. Moda je bila namreč v katoliškem tisku pogosto prikazana v obliku karikatur, s pomočjo katerih so karikirali modo in modne potrošnike. Pri tem je potrebno povedati, da tudi katoliška cerkev s svojim delovanjem ni bila zgolj element zaviranja modernizacije. Znotraj katoliške religije so bile tudi taki elementi, ki so se novostnim uspešno prilagajali, kar je bilo poziti tako na ravni oblikovanja novih strank in gibanj, kot tudi na ravni objavljenih modnih diskurzov. Nekatere izjeme so se nanašale tudi na občinstvo, ki mu je bil list posamezen tisk namenjen. Modni diskurs je bil drugačen, če je bil list namenjen mestu živečim prebivalcem, kot je na primer bil Dnevnik Slovenec, ali pa tistim na podeželju, tak primer je revija Domoljub. Druga ideologija, ki je v obdobju med svetovnima vojnama še omejevala modno potrošnjo, je bila marksistična. V socialističnem tisku, ki sem ga analizirala v disertaciji, sicer modi niso namenili toliko pozornosti kot katoliškem, prav tako socialistični tisk ni bil tako razširjen kot katoliški, vendar pa so modo v njem ostro napadali in v veliki meri odsvetovali. Medtem ko so jo v katoliškem tisku napadali predvsem na račun morale, ter tudi na račun rušenja tradicionalnih oblačilnih navad, so se v socialističnem tisku letili predvsem visoke cene in s tem povezane pripadnosti različnim družbenim skupinam oziroma slojem. V socialističnem tisku so modo imeli v prvi vrsti za nekaj nepotrebnega, nekoristnega, nerealnega, škodljivega. V zvezi z njo oziroma zaradi nje so govorili o žrtvovanju, stradanju, krivdi. Modo so reprezentirali kot kaprico, navlako, dekoracijo. V modi so največkrat pisali obliko širše problematike, sicer kapitalizma, kapitalistične družbe, meščanske ideologije, meščanske kulture. Vse te fenomene so postali v opozicijo socializmu, socialistični družbi, delavski ideologiji. Modnih skic, modnih prilog ali modnih oglasov v socialističnem tisku, razen redkih izjem, ni bilo. Izjava, ki jo lahko beremo pod edino modno skico, ki vidite tudi tukaj, enostavno, poceni in lepo, odgovarja vizualno. Omejevanje modne potrošnje na točno določen sloj je bilo prisotno tudi v precejšnjem delu liberalnega tiska, ki je bil v dobi med svetovnima vojnama sicer v razcvetu, vendar pa po številčnosti in razširjenost ponovno daleč za katoliškim. Takajšnji modni diskurzi so modo zelo jasno namenili zgolj eni družbeni skupini, to je meščanskemu sloju. Kljub temu je bila liberalna ideologija po diskurzih sodeč glavna regulatorka krepitve modne potrošnje v slovenski družbi. Liberalna ideologija je bila usmerjena naprej, v prihodnost in bila praviloma naklonjena spremembam in novosti. V tem kontekstu moda ni bila nekaj spornega. Nasprotno, moderna kapitalistična proizvodnja je modno potrošnjo krepila. V liberalnem tisku so tako govorili o lepi in nelepi modi, estetski in neestetski modi, predvsem pa praviloma skoraj bilo vse dovoljeno in nič niso izresno prepovedovali. Tako kot pri katoliškem tisku so bile tudi tukaj opazne izjeme, odstopanja, glede na to, komu oziroma kateremu občinstvu je bil tisk namenjen. Poleg omenjenega političnega tiska je bilo med obravnavanim slovenskim tiskom, ki je v obdobju med vojnama prinašal modne strani tudi precej tako imenovano neopredeljenega, nepolitičnega oziroma nepristranskega tiska. Moda je imela v tem tisku z večine pozitivni predznak. Modo so tam reprezentirali kot kraljico, gospodarico, vladarico, gospo, ki predpisuje, zahteva ali zapoveduje, kako naj se oblačimo. Mode niso obsojali na račun morale, oziroma so to počeli zelo redko. Zato so se tam objavljene predvsem prispevke v obliki modnih smernic, ki so bile bogato opremljene z modnimi ilustracijami in modnimi fotografijami. Modna fotografija pa je po mnenju modnih teoretikov omogočala izpovedenje z množičnimi okusi in je tipičen znamenilec modernih družb oziroma sinonim za moderno življenje. Ciljno občinstvo večine političnega in nepolitičnega tiska so bile ženske. Kot tradicionalne modne potrošnice so bile v vsem obravnavanem tisku na modnih straneh posredno ali neposredno omenjene.
Ženske so bile tiste, ki so jih največkrat nagovarjali, učili, jim svetovali, pozivali ali omejevali. Ženske so bile tiste, ki so se najpogosteje kazali na modnih ilustracijah, fotografijah, oglasih. Modo so z nekaj izjemanji, ne glede na ideološko naravnanost, torej reprezentirali kot nekaj tipično ženskega, kadar pa je bilo govor o moški modi, so vedno dodali moda za gospoda, moda za moški, torej da je bila jasna ločnica. Tako kot je različen tisk reprezentiral potrošnice in njihove potrošne prakse, je različno reprezentiral tudi po modi oblečene ženske. Tukaj imamo spet tri različne reprezentacije, torej prva izjava namenjena ženskam, torej so jo namenili v katoliškem Slovencu, druga je tipična za liberalno jutro, oziroma za liberalni tisk in tretja za socialistični. In tudi na to, da imamo stisko s časom, si pogledamo še nekaj podob, pa ki jih je prinašal predvsem ta neopredeljen politični tisk, ki je v slovenski prostor izraziteje vnašal diskurze modernih žensk, za katere so postale vodilne vrednote lepota, vitkost, mladost, seksualna privlačnost, skrb za izgled in zanimanje za modo. Reprezentacije mode, ki so obravnavane na slovenskem tisku, največkrat razlikovali glede na politične usmeritve, so se poleg že omenjene spolne in slovne identitete gibale tudi okoli odnosa med urbanim in ruralnim, kot tudi okoli same potrošnje in izdelave. Zato sem v dizertaciji, izhajajoč iz temeljnih idejnih zbir Slovencev in njihovih reprezentacij, ter s pomočjo drugih zgodovinskih, socioloških in etnoloških raziskav izpostavila tudi druge družbene prakse, ki so kazale očitne vzporednice z preomenjenimi diskurzi. V dizertaciji sem se sprehodila tudi, oziroma sem spregovorila o fazah množične proizvodnje in množične potrošnje, ter v prvi fazi slovenske potrošniške družbe, za katere so bile značilne jasne razlike med elitno in množično potrošnjo. Poglavje sem posvetila tako takratni obrtniški, industrijski in domači proizvodnji oblačil, kot tudi potrošnji, njenim potrošnji izdelkov, torej nakupovalnim praksam, prostorom potrošnje v jugoslovanski državi. S pomočjo različnih teorij, ki opisujejo širjenje mode v predmoderni in modernih družbah, sem v dizertaciji iskala tudi teorijo, ki bi najbolj ustrezala opisu širjenja mode v slovenskem prostoru v obdobju med svetovnima vojnama. Pri tem sem izpostavila vlogo drugih medijev, torej ne samo tiska, in vlogo tako imenovanih kulturnih posrednikov, ki so bili med glavnimi akterji analiziranih modnih strani v tisku. Tukaj imamo na primer Albine Hiti Zadnikove, ki je bila obrtnica, hkrati pa pisala tudi modne smernice za slovenski tisk in je bila torej ena od kulturnih posrednic mode slovenskega občinstva v tem obdobju. Torej zgodbe o teh posrednikih sem iskala pa v arhivskem gradivu, koliko se pač uspelo podatkov najti. Nenazadnje me je zanimala tudi vloga mode pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti in obratno vloga nacionalne identitete ter vloga slovenskih mest pri reguliranju modne potrošnje. Večino ugotovitev sem strnila v sklepnem poglavju z naslovom Med tradicijo in moderno. Z raziskavo se je namreč izkazalo, da so poti v takratni slovenski družbeni zavesti vodile v različne smeri, tako v smeri liberalnih, modernih družbenih vrednot, v katerih je moda legitimni del vsakdanjika, kot tudi v smer ohranjanja tradicionalnih vrednot in tradicionalnega reda, iz katerega so modo izpričevali. V obdobju med vojnama imamo torej opravka z tranzicijo ali prihodom med tradicionalno in moderno družbo, ki pa zaradi intenzivnega političnega dogajanja v tem času na prvi pogled ostala v ozadju. Če zaključim, tisk, ki sem ga izbrala kot glavni vir, je bil za modo v obdobju med vojnama izredno pomembno komunikacijsko sredstvo, vendar pa ni bilo edino. Z njim so se širila različna mnenja, pogledi, zgodbe in razlage o modi. Slovenskemu občinstvu je tisk sporočal o tem, kaj je moderno, modno in kaj ni, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne.
S tem medijem se torej niso širile zgolj modne informacije, ampak tudi neki modni pripisan pomen. V zvezi z modo so avtorji besedili podob ter uredniki, ki so se to objavili, bralcem in bralkam predstavili oziroma reprezentirali svoje koncepte, ideje in občutke o modi, kar je imelo svoje posledice. Koliko so medijske reprezentacije mode, modnih potrošnikov in proizvajalcev, ki so bile različne od tiska do tiska in od avtorja do avtorja, vplivale na dejansko potrošnjo mode Slovencev, ne bomo nikoli zagotovo vedeli. Zatorej moje spoštovano občinstvo o tem, ali so bili Slovenci na področju mode še vedno premajhni, prerevni, preveč provincialni, kot je zapisal politik in obrtnik Mitja Kunc konec 19. stoletja, ali ne, presuditi kar sami. Hvala lepa. Najlepša hvala za tole lepo, bliskovito prezentacijo. Je še kakšno vprašanje? Če bo kjer, pa bom pa na koncu še pokomentiral, pa verjetno še kakšno metodologijo. Vprašali ste izpostavili tudi področje pustnih kostimov, ker zdaj sem preušvala malo pustno oranje in to v zvezi s svojo razstavo in sem videla, da so pravno v tem obdobju začele prihajati modni nasveti v bistvu pustnih kostimov namenjenih za te sokolovske doškare. Tako da zanima, če ste si mlajše kakšno podno. Ja, v tisku je bilo kar precej fotografij objavljenih tudi modnih smernic, kako se pač v teh primerih pustnih karnevalnih redutah oblačiti. Vendar, kot rečeno, mene ni toliko zanimalo, kaj je bilo tisti čez modno in kaj se je nosilo, ampak predvsem ta reprezentacija mode. Ne. Je pa absolutno tudi v disertaciji tega precej, ker so prav te fotografije teh pustnih mask zelo zanimive, ker so ob teh dogodkih imeli razna podeljevali nagrade za najboljše maske in potem so te maske tudi objavljali v tisku. Predvsem revija Ilustracija je bila zelo bogata in tudi zelo lepe ilustracije na to temo. Hvala. Še kakšno vprašanje?